Ena je ta konstruktivna nezaupnica, vendar kot veste, bo zelo težko zbrati 46 glasov, ker nekatere stranke imamo določene pogoje tudi glede Pozitivne Slovenije. To pa je, da se mora Zoran Janković povsem umakniti od stranke. Ta zamrznitev mi ne razumemo v tej smeri. Druga možnost bi bila tudi sprememba zakona o vladi, glede nerazumnega tolmačenja nekaterih pravnikov, da velja pravilo, če je manj kot tretjina ministrov, da vlada pod mnenja, da to velja tudi v času, ko deluje, ampak glede na ta različna pravna mnenja bi morda bilo potrebno dopolniti 11. člen vlade v smeri, da bi bil bolj jasen in da bi zelo jasno povedal, da vlada, ki ima manj kot 2/3 ministrov, ne more več delovati s polnimi pooblastili, ker bi lahko prišli do absurdne situacije, ko bi predsednik vlade sam vodil vlado brez ministrov. S kakšnim namenom pa se je gospa Bratuškova domenila z vami za sestanek? No, jaz mislim, da gre za serijo pogovorov, ki jih bo imela z vsemi strankami. Sam ocenjujem, da edino s pogovori, s dialogom lahko najdemo razrešitev te krize, ker če se ne bomo pogovarjali, potem bo lahko nastalo in se je... Kako to komentirate? Zelo slabo, to pomeni povečanje napetosti med različno mislečimi. Mislim, da nas to lahko pele v zelo hude težave. Jaz mislim, da je naloga tudi civilne družbe, zlasti, če podprta z intelektualci, kot je Zbor za republiko, da ne vlečejo poteze, ki samo poglabljajo napetosti, ker na drugi strani pa imamo tudi civilno družbo, ki se je pa oblikovala strani nezadovoljnih državljanov, ki ne vidijo neke perspektive, ki ne vidijo neke prihodnosti, in zaradi tega sem mnenja, da tukaj bi morala tudi civilna družba, intelektualci prevzeti odgovornost za to, da se situacija umiri. Jaz kot politik bom seveda zagovarjal, da je treba strasti umiriti. Skratka, vaš pogoj pa ostane, kakšne prihodne vlade ne bo, če ne bo popolnega umika gospoda Jankovića. Ja, zato ker oba sta v istem položaju, predsednik vlade Janez Janša in zdaj ne vem, kako bi rekel, zamrznjeni predsednik Pozitivne Slovenije. In mislim, da moramo biti korektni in da moramo vse enako obravnavati. Kaj pa pravda na to, ko pravi Pozitivna Slovenija, da praktično je omaknjen, da na nivoju državne politike ne deluje, vi temu nekako ne verjamete? Pravijo, naredili smo korak nazaj in tako naprej. No, naredili so pol koraka nazaj. Zamrznitev je zame pol koraka, mislim pa, da v tem primeru bi morali narediti cel korak, to se pravi, da predsednik Pozitivne Slovenije, ki je začasno zamrznil svoj status, da odstopi. Kako komentirate predmet arbitražnega spora, zdaj ste lahko malo bolj jasni? No, še enkrat ponavljam, ta predlog je pripravljen profesionalno. Naše službe so to pripravili tudi z zunanjimi domačimi strokovnjaki pravne in drugih strok. Seveda nad celotnim postopkom so pa bedeli naši mednarodni pravniki, odvetniki. Kot veste, gospod Pele se šteje kot eden najboljših odvetnikov na svetu in ne razumem pač, zakaj je sedaj mnenje predsednika vlade, da to gradivo ni zadosti dobro pripravljeno, vendar pozdravljam njegov pogovor v Parizu z nekaterimi našimi mednarodnimi odvetniki in jaz upam, da je ugotovil, da je memorandum in naša obramba pred arbitražnim sodiščem v Hagu dobro pripravljena. Ste vi vedeli za ta sestanek v Parizu ali lahko to razumemo tudi kot mora biti njegovo nezaupnica v tem zadnjem smislu vam? Za ta sestanek nisem vedel, ampak sem vesel, da je prišlo do tega sestanka. Treba vedeti, da naši odvetniki so bili 3-krat v tem času v Sloveniji. Vedno smo tudi ponudili možnost predsedniku vlade, da se sreča z njimi, da bi tudi upravili ta pogovor, vendar je vedno zaradi časovne stiske
takšen pogovor zavrnil. Gospod Erjavec, eno vprašanje za kolega, ki se danes ukvarja s holdingom. Me da ta predlog, ki ga je Desus dal, da je to nekdo, ki je gospodu Kordežu pomagal pri odkupu Merkurja, veste karkoli o tem? Ne vem. Jaz sicer poznam dotično osebo, ker je pač deloval ves čas v kranjskem gospodarstvu. Kot ga jaz poznam, gre za uspešnega menedžerja, za te zgodbe pa ne vem, pa ne poznam. Kaj pa imena možna za mandatarja? Poglejte, to pa po moje smo 5 korakov preveč naprej. Bi bil dr. Boris Pleskovič primeren kandidat? Poglejte, takšna vprašanja so povsem nesmiselna. Primeren bo tisti, ki bo imel podporo od političnih strank, ki bi sestavljali tako projektno vlado, in tisti, za katerega ocenujemo, da bi lahko popeljal Slovenijo iz krize, ki bi lahko tudi izvedel vse te reforme, ukrepe, vse to, kar moramo narediti, če želimo izboljšati naše bonitete, ker veste, da v letošnjem letu se moramo zadolžiti še za 1,6 milijarde evrov in pa reprogramirati še za 3,6 milijarde evrov. In tukaj rabimo res človeka, ki bo to zmogel. Če se pogovarjate o tem, kaj treba storiti, se pogovarjate največ tudi o tem, kdo, ne? Poglejte, jaz sem na vaše vprašanje odgovoril. Jaz bi sam še vprašal, mislim, ta projektna vlada, ne, mislim, kakšna večina bi sestavljala to se pravi, Bolje bi bilo dobro, da je čim več strank, da podpira takšno vlado. Vendar jaz mislim, da še ni čas dozorel danes. Mogoče je treba še nekaj dni počakati in potem bodo tudi okoliščine dozorele. Sam osebno ne verjamem, da bo predsednik SD-ja ves čas vztrajal pri tem, da ne bi sodeloval pri takšni projektni vladi. Lahko zdaj Ja, lahko je vse. Morda bi pa kdo mislil začeti naprej. Jaz bi se vam zahvalil. Ja, Ana Propantova, ta je... Kaj povejte, gospod Erjavec, kako je potekalo? Ja, kot veste, smo zdaj imeli pogovore z začasno vodjo Pozitivne Slovenije. Izmenjali smo mnenja glede možnosti za razrešitev politične krize. Nekako vidimo, da bi bilo možno s skupnimi močmi in sodelovanjem še nekaterih drugih strank v parlamentu najti izhod iz te politične blokade, tako da smo se dogovorili, da bi naslednji sestanek potekal tako, da bi povabili še ostale parlamentarne stranke in pogledali v bistvu, kakšne so možnosti, da bi to politično krizo razrešili, glede na to, da predsednik vlade vztraja pri tem, da bo vodil vlado, ker smatra, da ima ta vlada polna pooblastila, ne glede na to, koliko ministrov bi še sodelovalo v tej vladi. Tako da mislim, da danes je bil prvi korak narejen za to, da se ti pogovori pri ostalih parlamentarnih strankah začnejo, bomo pa videli, kakšni bodo rezultati na koncu, ko se bomo vse ostale parlamentarne stranke sestale. Kaj pa odziv na vašo željo po umiku gospoda Jankovića, ste karkoli potem rekli? Ja, o tem smo tudi govorili, jaz sem povedal, kakšno je stališče stranke Desus, to so vzeli na znanje, vendar danes je šlo bolj za to, da smo se pogovorili o tem, kateri bi bili tisti projekti, ki bi jih morebitna nova vlada izpeljala do seveda predčasnih volitev, ker ne verjamem, da bi pa takšna projektna vlada ostala in ustrajala do konca mandata. Verjetno bi bilo smiselno, da bi bile volitve potem junija, ko so evropske volitve, ali pa v jeseni, ko imamo lokalne volitve. Hvala lepa. Bodo še ostali. sestanka z gospod Pusičevo zdaj ta teden. Tudi, No, dajte. to pa je. Sam povejte, kakšen je zdaj namen oziroma načrt, nekaj je rekla, da je rešitev zelo blizu. No, to ves čas govori, da je rešitev zelo blizu. Za nas bo rešitev zelo blizu, ko bo domaknjena pooblastila za tožbe
proti Ljubljanski banki na hrvaških sodiščih. V sredo zvečer naj bi se srečal z Vesno Pusić, tudi je potrdila ta sestanek in jaz mislim, da bova na tem sestanku izmenjala stališča v zvezi s tem, kako rešiti ta spor in kako ustvariti pogoje, da bi lahko Slovenija oziroma državni zbor že na februarski seji ratificirala pristopno pogodbe Hrvaške k Evropski uniji. Verjetno se va tudi dogovorila za še en sestanek skupaj z obema ekspertoma, zato da bi prav poiskala tehnične rešitve, ker midva lahko iščeva rešitve na politični ravni, eksperta morata pa dati seveda tehnične rešitve. Mene veseli in tudi iz pogovora po telefonu, ki sem ga imel v petek, da se stališča približujejo. Pomembno pa je, da sprejmemo takšne rešitve, ki bodo ustrezne in sprejemljive za obe strani. Tukaj ne gre za to, da bi Slovenija želela karkoli profitirati in tudi ne, da bi Hrvaška profitirala na račun Slovenije, ampak gre za to, da najdemo rešitev, ki je sprejemljiva za obe strani. Hvala. Jaz ocenjujem, da je bil naš pogovor zelo konstruktiven. Pogovarjali smo se že o konkretnih projektih, ki bi jih projektna vlada morala speljati. In mislim, da delimo tudi mnenje, da se lahko dogovorimo, kdaj potem predčasne volitve izpeljati, a je to skupaj z evropskimi, a je mogoče skupaj z lokalnimi volitvami, ki so oboje v naslednjem letu. In moj predlog je šel v smeri, da se naslednjič tisti, ki to idejo podpiramo, dobimo skupaj. Skratka, če vas prav razumemo, ne vseh 7 parlamentarnih strank, tisti, ki bojo pač že nakazali pripravljenost. Tako. O katerih projektih je bilo govora, oziroma kaj je tisto, kar je nekako ključno v tem času do predčasnih volitev? Jaz o konkretnih projektih ne bi govorila, ker smo se dogovorili, da teh podrobnosti pač, dokler se ne dogovorimo, ne razkrivamo medijev, ampak več ali manj tudi to, kar smo mi poudarjali, od takoj začeti z velikimi infrastrukturnimi projekti, zaključiti pogajanja o finančni perspektivi, se dogovoriti, kako rešiti probleme v bankah. Mislim, da tukaj bi se zelo hitro lahko zedinili. Kaj pa ta zahteva po umiku gospoda Jankovića? A to glede na to, da se zdaj že v projektih pogovarjate, naenkrat ni več težava, ali kako? Jaz vsem partnerjem, ki pridejo na pogovor, pojasnim, da imam polna pooblastila za vodenje stranke, skladno z sklepi sveta stranke, potem bodo pač se oni odločili, ampak očitno so tudi te sklepi nekaj štejejo. Torej, kako blizu nove vlade smo po vašem mnenju? Težko rečem, kako blizu, upam pa, da čim bližje, ker je to politično krizo res treba rešiti takoj. Ste imeli na sestanku občutek, da to formulacijo, ki jo je sprejel kongres z zamrznitvijo statusa predsednika Jankovića, da Desus to sprejema? Ne bom komentirala, če to sprejemajo, jaz sem jih pač seznanila s tem, da imam v tem trenutku polna pooblastila za vodenje stranke in da naša stranka lahko dobi predsednika ali predsednico samo na kongresu. Hvala lepa. Hvala. Jaz mislim, da se je treba tej potencialno konfliktni situaciji 8. februarja izogniti. V tej situaciji, v kakršni smo, se treba izogibati vsem potezam, političnim in drugačnim, ki bi lahko vodile v nestrpnost, konflikt in podobno. Začenjate pravzaprav poslanski mandat. Kakšni so občutki, koliko časa menite, da boste poslanec zaradi teh kritičnih političnih razmer? Občutki so seveda takšni, da se zavedam odgovornosti, ki jo s tem sprejemam. O tem, koliko časa pa bo mandat trajal, pa seveda lahko samo ugibamo. Kaj bi za kako menite, da bi se najhitreje rešili iz te krize, ki je konstruktivna nezaupnica, predčasne volitve, projektna vlada, kaj? Najprej predvsem je treba delati po pameti in pa seveda v skladu z zakoni. Vse ostalo pa pride potem zraven tega. Upam, da bo to nadomeščanje čim krajše. Zakaj? Kaj več kot vi ne vem. Iz temeljnega razloga, ker sem bil zjutraj samo obveščen v tej zadevi, jaz se nisem videl, jaz se nisem v rokah, pristojne službe pa delajo. Zakaj ne bi šlo za neko pismo, sploh ne veste kaj? Ne vem, jaz nisem zadeve videl, odprla je vodja kabineta in
Potem so stekli postopki. Kaj notri je bil nek bel prah ali kako? Ne vem. Vas niso nič obvestili o tem? Ne, jaz sem rekel, da so me obvestili, da je vodja kabineta odprla zadevo in da so pristojne službe tiste, ki delajo naprej. Jaz pa nisem imel zadeve v rokah. Zdaj, če lahko sam še eno, mogoče v kontekstu vsega tega skupaj, Zbor za republiko organizira na isti dan, kot pač tretja vseslovenska vstaja svoje zborovanje na Kongresnem trgu, ki so ga tudi že prijavili. Pa me zanima, nekateri so zelo tudi po parlamentarnih hodnikih kritični do tega, skratka, da gre za neko nepotrebno izzivanje. Kakšen je vaš komentar? Jaz bi si želel objektivnosti vas, novinarjev. To je prva stvar, ki je. Enačite skupino anonimnih ljudi z uradnim napovedjo Zbora za republiko. To je nekorektno in to je nepošteno. Se boste vi udeležili? Ne vem, bom videl, če bom imel čas. Se pa najbrž strinjate, da povečuje verjetnost kakšnih konfliktov v množici, taka stvar, ne? No, zagotovo, ampak treba je vedeti eno stvar in to bi bilo zelo dobro ločiti stvari. Na Zboru za republiko še nikoli do zdaj ni prišlo do nobenega incidenta. Zbor za republiko ni imel nobenih sovražnih govorov, Zbor za republiko ni imel nikoli nič sovražnega zapovedati. Kar se tiče pa teh, ki torej nenapovedano, ki preko Facebooka pozivajo na proteste, do tega imajo sicer po ustavi pravico, ampak potem se vprašajte, kdo koga provocira. Ne? In nekorektno, absolutno nekorektno je poročanje o tem, da Zbor za republiko provocira njih.